Hitreje naprej, sejem za industrijo, podjetništvo in dom. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti 6 dni, od torka do nedelje. Celjski sejem od 8. do 13. septembra. Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 22. do 27. avgusta. Kmetijska zadruga Radgona z.o.o. s 14 poslovalnicami po celotnem Pomurju nudi široko paleto škropilnega programa za vinogradništvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Poslovalnice pa nudijo tudi kmetijski repromaterial in blago široke potrošnje. V prodajalnah pa je prisoten tudi svetovalec za prodajo zaščitnih sredstev. Da bo vaše vrtičkanje in kmetovanje prijetnejše, vabljeni v poslovalnice Kmetijske zadruge Radgona z.o.o. Tovarna močnih krmil iz Črnc je eden najstarejših slovenskih proizvajalcev krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic za domače živali v Sloveniji. V tovarni proizvajajo celotno paleto izdelkov za kakovostno rejo živali, in sicer krmne mešanice za govedorejo, prašičerejo, perutnino ter ostale živali, ki jih v celoti proizvede v tehnološko modernem lastnem obratu. Poleg kakovostnih izdelkov podjetje svojim strankam nudi tudi storitve, kot so dostava na dom ter brezplačno strokovno svetovanje pri reji, krmljenju ter bolezni živali. Veliki poudarek v podjetju namenjajo kakovosti in zdravju, zato njihovi izdelki po želji ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, so pridelani iz slovenskih žit in so konkurenčnih cen. Dolgoletne izkušnje, strokovnost, velik krog zadovoljnih odjemalcev, vrhunski rezultati, razvoj in nenehno izboljševanje na podlagi kakovosti jih uvršča med najzanesljivejše partnerje na področju krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic. Ob odprtju računa v Deželni banki Slovenije vam do konca oktobra podarimo bon v vrednosti 20 evrov za nakup po vaši izbiri v katerikoli trgovini Kalija. Pri nas dobite tudi ugodne kredite za financiranje kmetijske dejavnosti in nakupa kmetijskih zemljišč, hitre gotovinske kredite in vse vrste zavarovanj, tudi kmetijska. Novo! Mobilna banka MDBS, s katero lahko urejate vaše finance preprosto preko pametnega telefona ali tablice. Vabljeni na razstavni prostor DBS v hali B na sejmu Agra. Več informacij v 85 poslovalnicah in na prenovljeni spletni strani www.dbs.si. Podjetje Ülen iz Iheldorfa ponuja veliko izbiro novih in rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske mehanizacije. Njihova specializirana ponudba zajema tudi dele za motorje, kmetijske stroje in pogone vseh znamk, rezervne dele za pluge, kombajne, gume za traktorje in kombajne ter motorna in pogonska olja. V ponudbi imajo tudi otroške igrače Bruder in Siku. Med 22. in 27. avgustom jih lahko obiščete tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer vas z veseljem pričakujejo. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Podjetje Niros Janez Tišler SP je že vrsto let znano predvsem po kvalitetnih stopničnih ograjah po vsej Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Zadovoljstvom strank si pridobiva obsežna priporočila na domačem in tujem evropskem trgu. Poleg funkcionalnosti so njihovi izdelki prvovrsten estetski okras vašega bivalnega ali poslovnega prostora.
Ob stopničnih ograjah izdelujejo še razne nerjaveče konstrukcije in naprave iz jekla ali medenine ter notranjo opremo poslovnih in gostinskih objektov kot druga dela po naročilu. V času sejmu Agra nas za vse informacije najdete v hali B, drugače pa na sedežu družbe na Cankovi 53. Kot že vsa leta doslej je semenarna Ljubljana tudi letos prisotna na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer poleg standardnega programa predstavlja še nekaj novosti. Poudarek je na najnovejši ponudbi ozimnih žit, krmnih rastlin in poljščin, semen vrtnin, cvetlic, zelišč, semen na traku, slovenskega česna, okrasnih čebulic, travnih mešanic in gnojil. Veliko je tudi slovenskih sort. Kmetijski svetovalci so vam v času sejma Agra vsak dan na voljo za strokovna vprašanja in nasvete. Obiščite razstavni prostor semenarne Ljubljana na sejmu Agra v hali B in v šotoru pri poskusnem vrtu Rakičan. Spoštovani gledalci, lep pozdrav iz sejma Agra 2015. Današnji dan na sejmu Agra je bil posvečen slovenskim zadružnikom, prašičerejcem, rejcem drobnice, slovenski zelenjavi, kmetijsko-živilskemu šolstvu ter slovenski in avstrijski štajerski. Vse to in še veliko več sledi v oddaji Sejemski utrip, v okviru katere smo za vas pripravili pregled 5. dne sejemskega dogajanja. Ostanite z nami. Med drugim je torek na mednarodnem sejmu Agra dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. S svojimi aktivnostmi je zbornica pričela že v zgodnjih dopoldanskih urah. Najprej se je odvila novinarska konferenca, na kateri so sodelovali predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Branko Ravnik in Jure Bončina. Predsednik zbornice je uvodoma predstavil delo in aktivnosti opravljene v letošnjem letu. Med drugim je dejal, da so z opravljenim delom zadovoljni. Na njihovo uspešnost kažejo sprejeti predlogi pri spremembah in dopolnjevanju zakonodaje na področju prostovoljnega knjigovodstva na kmetijah. Uspeh pa so zabeležili tudi pri oblikovanju skupne kmetijske politike. V okviru slednje je predsednik zbornice izpostavil prvi steber, ki zadeva neposredna plačila. Zelo smo bili aktivni pri sprejemanju in pa spreminjanju uredbe o dopolnilnih dejavnostih. Tukaj je bilo kar veliko pripomb s strani članov zbornice in pa nosilcev raznih dopolnilnih dejavnosti. Mislim reči, da ta naša aktivnost se nekako obrestovala, tako da smo tudi na nivoju ministrstva veliko teh naših zahtev tudi osvojili. Moram reči, da zelo aktivna je bila tudi kampanja se pravi subvencijska kampanja 2015, ker smo prišli v novo obdobje skupne kmetijske politike. Seveda je bila ta kampanja še bolj zahtevna. Dejansko smo na Kmetijsko-gozdarski zbornici, naše službe znotraj zbornice so opravile dejansko kar 58 tisoč vlog, to se pravi skoraj vse, 98%. Moram reči, da od tega je bilo 5800 tudi vlog za KOP-OP programe in pa 3500 za ekološke ukrepe. Pri zbornici smo seveda, na zborničnem uradu smo zelo veliko delali tudi na samem izobraževanju. Smo speljali izobraževanje, tako da je kar 319 kmetij pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar je tudi podlaga za štartanje ali pa za javljanje na razpise, ki jih objavlja dejansko ministrstvo znotraj teh svojih ukrepov, kot sem že prej rekel. Na področju socialnega podjetništva smo izdelali nov priročnik. Seveda iz tega priročnika se tudi da
videti pač vse te novosti in spremembe na področju socialnega podjetništva. Neuspeh pa so zabeležili pri mladih kmetih. Želeli so, da bi se v okviru pridobitve evropskih sredstev pogoj, ki govori, da so lahko nosilci kmetijskega gospodarstva le 18 mesecev pred izpolnitvijo vloge, spremenil. Zbornica se s tem pogojem ne strinja, vendar njihove pripombe niso bile uslišane. Želijo si tudi več podpore živinoreji in hribovskim kmetijam. Dotaknil se je še ukinitve mlečnih kvot in ruskega embarga. Podpirajo pa promocijo za kupovanje kakovostnih slovenskih izdelkov. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je napovedal aktivnosti, ki jih bodo v letošnjem letu še nadaljevali. V veliki meri bo delo zaznamovalo dokončna izvedba ukrepov skupne kmetijske politike. Je v fazi izvajanja seveda še program razvoja podeželja v delu, ki se nanaša na investicijske podpore. Pred vrati je sprememba uredbe, kar pomeni, da bo potem prišlo do razpisov. Naše strokovne službe se bodo angažirale seveda v nadaljevanju pri pripravi poslovnih načrtov. Do takrat pa sodelujemo z ministrstvom pri pripravi vsebine ukrepov. V teku je razpis za mlade prevzemnike, kjer se bomo predvsem angažirali s pripravo dokumentacije in v jesenskem času aktivnosti, ki so povezane z usposabljanjem kmetov, ki so vstopili v program razvoja podeželja. Del aktivnosti je vezan tudi na spremembe programa razvoja podeželja, ki naj bi začele veljati v letu 2016. Glede na, po našem mnenju, v enem delu slab odziv na vključevanje v ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebnega programa in pa nekatere zaznane pomanjkljivosti obstoječega programa smo predlagali spremembe. Ustanovljene so bile 4 delovne skupine, ki so pripravile vsebino oziroma predlog sprememb. Že so bile poslane na Evropsko komisijo in v nadaljevanju leta bo potrebno z Evropsko komisijo seveda uskladiti vsebine, ki so bile predlagane tudi z naše strani kot popravki, ki naj bi začeli veljati v letu 2016. Aktivnosti bodo potekale tudi pri sprejemu zakonodaje o agrarnih skupnostih, zakonu o gensko spremenjenih organizmih, zakonu o vodah, o kmetijskih zemljiščih, prav tako pa bodo pozorni na napovedane spremembe davčne zakonodaje in dvig prispevkov za zavarovanje kmetov. Kar se tiče zelenjadarstva, pa je Jure Bončina dejal, da so uspeli določiti, kako mora izgledati trgovska polica, na kateri stojijo slovenski izdelki. S trgovci so sprejeli pravilo o sprejemu zelenjave in določili roke za izpolnjevanje drugih smernic, med katerimi je izpostavil informiranje potrošnikov. Le z vztrajnim informiranjem se lahko preprečuje ponarejanje slovenskih izdelkov, je dejal. Po konferenci je v okviru obeležitve 15. obletnice obstoja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije potekala predstavitev izbranih slovenskih kmetij, ki so vzorčni primeri in razvojni zgled številnim kmetijam. S prijetnimi zvoki harmonike in kitare se je pričela slovesna obeležitev. Zbrane sta nagovorila predsednik zbornice in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Židan. Tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica ima zgodovino, ki je mogoče daljša kot 15 let. To samo toliko za zgodovinski spomin, ki je dobro, da ga imamo, ker zgodovina je pomembna. In Kmetijsko-gozdarska zbornica je bila prvič ustanovljena že leta 1937. Na podlagi državne uredbe v Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki pa je veljala samo do leta 1941. To je torej prva zgodovina Kmetijsko-gozdarske zbornice. Obstaja še druga zgodovina Kmetijsko-gozdarske zbornice. Po koncu druge svetovne vojne je bila leta 1952 Kmetijsko-gozdarska zbornica ponovno ustanovljena za zastopanje takratnega družbenega kmetijstva in gozdarstva, vendar tokrat do leta 1960. Živela je sicer nekaj let več, ampak ne pretirano dolgo. Sedaj je pa ustanovljena bila pa tretjič, leta 1999 in vidimo, da ta zbornica je pa takšna, kot mora biti, bolj odporna na zunanje vplive, bilo jih je pa že kar nekaj, ki so šli v smer na nek način dejansko po vsebini ukinitve zbornice in jaz si želim, da bi takšno trmo
in odločno zastopanja potrebe po organiziranosti zbornica zastopala še naprej. Moram omeniti danes tudi profesora Zagožna, žal pokojnega. Kakorkoli je pri zbornici, pri osnovitvi zbornice sodelovalo silno dosti ljudi, en je bil pa odločilen. To je bil profesor dr. Zagožen. In zbornica je na nek način njegov otrok. To pa govorim tudi zato, ker me je gospod profesor ne dosti tednov pred svojo smrtjo povabil k sebi, ker mi je želel še dati, tako je bila njegova prošnja, še nekaj svojih pogledov, usmeritev, ali pa enostavno prošen, na kaj je potrebno paziti v slovenskem kmetijstvu. Minister je dejal, da je zbornica močan, kompetenten in dober zagovornik svojih članov, med drugim pa je opozoril tudi na ranljivost kmetijskega sektorja. Pri tem je izpostavil, da kmetje nimajo nič z ozemeljskimi željami velikih sil, vendar posredno ceno škode plačajo prav oni. Trenutni ruski embargo na prehranske izdelke, ta je posledica trenj okrog ukrajinske krize, je povzročil prehranske viške, s tem pa prizadel pridelovalce, torej prav kmete. Najranljivejša sta trenutno zelenjadarstvo in sadjarstvo. Minister Židan je omenil aktivnosti, ki jih peljejo v smeri preusmeritve teh prehranskih viškov v humanitarne namene. Na tem področju pričakujejo še finančno podporo Evropske unije oziroma njenih finančnih institucij. Odvilo pa se je še sklepno dejanje 20. akcije s Kmetije za vas. Akcijo sooblikujeta Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in časopisno-založniška družba Kmečki glas. Namen nagradne akcije je izbrati kmetije, ki na izviren, dovršen in uspešen način neposredno tržijo kmetijske pridelke in izdelke ter storitve na kmetiji. V tem okviru se ocenjuje tako urejenost same kmetije, kot tudi raznolikost prodajnih poti in ne nazadnje prepoznavnost v prostoru. Javna predstavitev in podelitev priznanj pa predstavljata tudi eno od oblik promocij pozitivnih praks slovenskih kmetij. Komisija je svoje delo ovrednotila po naslednjih merilih: označenosti in urejenosti dostopa do kmetije ter njeno celostno podobo, urejenost prodajnega in degustacijskega prostora, način neposredne prodaje, pestrosti in izvirnosti ponudbe, prepoznavnosti izdelkov, oblikovanje embalaži, komuniciranju s potrošniki in javnostjo, načinom pospeševanja prodaje in odnos ter nastop ponudnika pri predstavitvi kmetije in ponudbe. Razglasili so najboljše v akciji sodelujoče kmetije in jim podelili priznanja. Zlato priznanje je prejela kmetija Karničnik iz Hrastovca v občini Velenje, srebrna priznanja so podelili kmetiji Pribožič, kmetiji Hudobnik in kmetiji Gartner. Bronasta priznanja so šla v roke kmetijstva Mežič, kmetije Primršet in kmetiji ter vinotoču Kramberger. Priznanje za sodelovanje v omenjeni akciji je dobila kmetija Berlot, posebno priznanje za nove pristope v kmetijstvo pa je prejelo posestvo Trnulja iz Črne vasi. Tekom dneva sta potekala tudi posvete, in sicer na temo trženja sodobne kmetije in na temo obdavčitve kmetijstva. Oba posveta je organizirala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. V njihovi organizaciji pa se je odvil tudi strokovno voden ogled prašičerejske razstave. Dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na sejmu Agra 2015 je bil pester, zanimiv, postregel je z veliko za kmete več kot dobrodošlimi informacijami. Današnji 5. dan na sejmu Agra je posvečen prašičerejcem, rejcem drobnice, slovenski zelenjavi, slovenskim zadružnikom in pa seveda tudi zamejskim Slovencem. V skladu s tem potekajo tudi aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa resornega ministra magistra Dejana Židana, katerega smo pred začetkom njegovih delovnih aktivnosti povabili pred naš mikrofon. Gospod minister, pred vami je 5. dan na sejmu Agra, ki bo seveda tako kot vse prejšnje dni delovno obarvan, pa preden seveda napoveste, kaj vse vas čaka, mora biti najprej en zaključek in ocena prejšnjega dne.
Moram reči, da tudi prejšnji dan je bil poln dogodkov, kakor tudi prejšnje dni kaže, da je sejem dejansko zelo živ. Je pa včerajšnji dan, če tako rečemo, imel nekaj poudarkov. Mogoče najpomembnejši je okrogla miza o teranu, ker je ne samo politika, ampak tudi stroka, tudi kmetje, tudi vinogradniki in vinarji so rekli soglasno, teran je naš in za teran se je potrebno boriti. In mi ne pristanemo na politiko, ki temelji na zvijačah oziroma prikrivanju. Mi hočemo, če smo v Evropski uniji, da se pravni red spoštuje in mi pričakujemo tudi od Evropske komisije, da nas ščiti, takrat, ko pravni red mora nas ščititi. Dosti smo se včeraj tudi pogovarjali o Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki je praznovala 15 let svojega obstoja, čeprav je prvič Kmetijsko-gozdarska zbornica bila ustanovljena že davnega leta 1937. Ona upravlja svojo neko funkcijo in moram reči, da sem vesel, da jo imamo, ker imajo s tem kmetje nekega takega pravega zaveznika. Imeli smo tudi podelitev vinskih nagrad. To je pa pomembno zato, ker mi imamo kvalitetna vrhunska vina, vendar prava kvaliteta se vidi takrat, če proizvajalci med sabo tekmujejo. Tako dobimo tudi najboljša vina in to se je včeraj tudi dogovorilo. Skupna seja odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila pa namenjena sporazumu, ki nastaja med Evropo in Združenimi državami Amerike, je pa predvsem opozorila na nevarnosti, ki so pri takem sporazumu. Današnji dan bo seveda tudi za vas zelo delovno obarvan, med drugim se boste srečali tudi s premierjem gospodom Mirom Cerarjem. Ja, moram reči, meni in nam tukaj je velika čast, ker kot kaže se nam bo na kavi z ministrom, poleg kmetic in kmetov, poleg drugih ljudi, ki prihajajo na kavo, se nam bo pridružil tudi predsednik vlade in s tem tudi predsednik vlade pokaže, da ceni svoje kmetijstvo, da ceni sektor hrane in sem vesel, da bo tukaj. Skupaj bomo potem odšla na prostor Zadružne zveze Slovenije, ki praznuje tudi svoj datum in tudi povedala, da je zadružni sistem, ki je stabilen poslovni sistem, z več kot 700 milijoni letne realizacije v Sloveniji pomemben. Potem se bo nadaljevalo z srečanjem z prašičerejci, pogovarjali se bomo z proizvajalci terana, srečamo se z našimi kmetje, ki kmetujejo izven Slovenije, namreč naše manjšine tako na Hrvaškem, kakor v Italiji, Avstriji, na Madžarskem, naši ljudje tudi tam kmetujejo in naše ministrstvo jih pri tem tako vsebinsko, kakor tudi finančno podpira in s temi našimi kmetji smo danes dobili, se pogovorili, kaj lahko še naredimo, da bo tudi njim življenje lažje. Danes je tudi recimo dan, ki je namenjen ovčareji, tako da se bomo ukvarjali z ovčarejo, bo pa še mnogo drugih dogodkov. Magistru Dejanu Židanu pa se je pri delu njegovih aktivnosti danes pridružil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, katerega smo ujeli na podelitvi priznanj Zadružne zveze Slovenije. Ta sejem nam sporoča, da s sodelovanjem, vztrajnostjo in pogumom res zmoremo doseči vse, kar si zastavimo za cilj, če je seveda cilj realen. In dan slovenskih zadružnikov je poseben dan na sejmu, zato se vedno znova, kot je bilo že rečeno, rad pridružim vaši slovesnosti. Vsem zadružnicam in zadružnikom, ki boste danes prejeli priznanja, pa že zdaj izrekam čestitke za vašo požrtvovalnost in uspešno delo in vsem ostalim želim tudi enako veliko uspeha v prihodnje. Pred nastopom gospodarske krize konec prejšnjega desetletja so neredki gledali na zadruge kot na neke organizacije, ki v sodobnem svetu, v globaliziranem okolju, nimajo posebej obetavnih razvojnih možnosti, kot je že rekel gospod Vrisk. Vendar so te domnevne ovire za konkurenčnost ali večjo konkurenčnost zadrug, naprimer zadržanost do prevelikih tveganj, pomanjkanje nagrajevanja z delniškimi opcijami in bolj premišljeno zadolževanje v kriznih časih, vse to se je izkazalo za primerjalno prednost pri zadrugah. In zadružništvo, ki že stoletje in pol deluje po istih načelih demokratičnosti, solidarnosti, v skrbi za skupnost, zavezanosti sočloveku, prostovoljnosti in nenazadnje pravičnosti, to zadružništvo bo in mora obstati. Te vrednote in vrline, ki smo jih v preteklih letih prevečkrat zanemarili, predstavljajo namreč na splošno pot v boljšo družbo. In ohranjanje te skupnostne zavesti, da smo človek človeku, da spoštujemo drug drugega, da sodelujemo in smo povezani, vse to, kar zadružništvo jemlje kot izhodišča svojega delovanja, pogrešamo danes tudi na nekaterih drugih področjih in upam, da bo tega vedno več na vsa ta področja prodrlo. Zato se tudi vlada seveda trudi, da te vrednote krepi, da bodo postale vzor delovanja na vseh področjih v državi.
Današnji dan pa je v sejemskem mestu Gornja Radgona zaznamovan tudi z obiskom doktorja Mira Cerarja, o čemer nam je več povedal tudi tukajšnji župan, gospod Stanko Rojko. V teh dneh v Gornji Radgoni vse poteka v znamenju sejma Agra in tudi predsednik vlade se je odločil, da bo danes obiskal sejem Agra in tudi vas bo počastil z svojim obiskom. Ja, tako je in mi se tega obiska neizmerno veselimo. V bistvu imamo edinstveno priložnost, ki je vsak župan ali sploh vsaka od občin v Sloveniji nima kar tako, zato ker je tukaj sejem Agra. Imamo potem tudi priložnost, da takrat, ko visoki državni uradniki pridejo, da mi vendarle nekako iz lokalnega okolja povemo, kakšni so naši problemi, kje potrebujemo pomoč države in to je enkratna priložnost, ja, in tega se res veselimo. Srečali pa se boste tudi z resornim ministrom, magistrom Dejanom Židanom in tudi z njim se boste lahko pogovarjali o kmetijski problematiki. No, v bistvu se ves čas trajanja tega sejma z ministrom srečujemo, veliko se pogovarjamo in bistveno lažje vzpostavljaš stik, če se z nekom seveda pogosteje vidiš. Tako da jaz z ministrom Židanom se pogosto pogovarjava, lokalne skupnosti imamo specifične probleme, ki se povezujejo tudi s kmetijskim ministrstvom in če je to nekako v Gornji Radgoni, kjer kmetijski del slovenstva praznuje svoj praznik, ko se vendarle gledamo v oči, trgujemo, pogovarjamo, se dogovarjamo tudi za prihodnja leta in kako bomo tudi po vprašanju kmetijske politike v Sloveniji živeli. Ja, to je enkratna priložnost in tu se seveda to dogaja. Mi smo, recimo, če povem samo enega od takih problemov, o katerem se pogovarjamo, v velikem precepu, kako zapeljati razvoj industrijske cone. Industrijske cone se zelo pogosto razvijajo na kmetijska zemljišča. Najti tu modro rešitev, da vendarle najbolj kvalitetna kmetijska zemljišča zavarujemo in na drugi strani ne onemogočamo industrijskega razvoja, takrat, ko je ta nujno potreben in tudi zaželen, ker od tega tudi velik del tudi Pomurcev in Pomurk živi. To je veliko modrosti, ki jo potrebujemo oboji, da vendarle nekako najdemo prave rešitve in jaz sem prepričan, da to zmoremo in da se bo to tudi zgodilo. Danes je na sejmu Agra dan med drugim posvečen tudi rejcem drobnice in tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je del svojih aktivnosti namenilo ravno rejcem drobnice. Ob tej priložnosti pa smo pred naš mikrofon povabili tudi 13-kratnega državnega prvaka v striženju ovc. Danes na sejmu Agra je med drugim dan posvečen tudi rejcem drobnice in v skladu s tem pripravljajo tudi revijo drobnice in pa tudi podelitve priznanj vsem rejcem in pa prikaz striženja drobnice. In sicer so vas povabili torej, da kot državni prvak tudi pokažete, kako se temu streže. Ja, res je, lep pozdrav. Danes sem prišel sem, da pokažem strokovni prikaz striženja ovc na spodbudo Zveze rejcev drobnice Slovenije. To bo potekalo v meneži tam zadaj, tako da če je kakšno vprašanje, pa se lahko oglasite, potem pa se razložim potek striženja ovc in ostalega dela s ravnanjem in s tem povezanem volno in runo, kaj se potem naredi. Kje pa ste se te veščine potem tudi priučili? Ja, moja življenjska zgodba glede tega dela je že stara 20 let. Začel sem v Sloveniji, nadaljeval v Franciji, končal pa par let nazaj v Novo Zelandiji. Kolikokrat pa ste že dosegli naslov državnega prvaka v striženju ovac? V moji karieri sem zanimivo ali pa na srečo osvojil že kar 13-kratni državni prvak. Tako da upam, da trenutno da bo še poteklo tekmovanje v striženju ovc in da bodo se najdli tudi sponzorji, kateri bi pripomogli k temu, da se to organizira. Mora biti še nekaj besed o sejmu Agra. Z kakšnimi vtisi doživljate tale letošnji sejem? Moram priznati, kakor sem zdaj tukaj, da sem zadovoljen. Se mi občutek, da dela dobro, tako da upam v najboljše. Tako kot vsak dan bo tudi v četrtek, 27. avgusta, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prisotno na sejmu Agra 2015 in sicer za 6. dan sejemskih aktivnosti,
Kot začetek ob 9. uri napovedujejo čaj z državnim sekretarjem gospodom Miho Marčetom, ki se bo ob 12. uri udeležil posveta zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu. Tudi zadnji sejemski dan vabljeni na razstavni prostor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na posvet zelene prakse v kmetijstvu, ki bo potekal v dvorani 1. Nahajamo se v hali B na razstavnem prostoru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V moji družbi pa sta gospod Franc Reženja in gospod Jožef Mevlic, ki bosta spregovorila o delovanju območne enote Murska Sobota. Gospod Mevlic, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda dobrodošli na sejmu Agra in seveda tudi na štandu KGZS-ja. Morda izkoristiva to priložnost in uvodoma predstaviva območno enoto Murska Sobota. Ja, gledajte, kot vemo je danes 15-letnica obstoja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki je razdeljena kot center v Ljubljani in seveda na 13 območnih enot. Ena od teh območnih enot je tudi območna enota Murska Sobota, ki spada med večje območne enote in seveda, ki je tudi, moram povedati, najbolj kmetijski del Slovenije. Območna enota Murska Sobota je, pač predstavljajo ali pa vodijo svet območne enote, seveda s predsednikom na čelu, potem pa še imamo 4 odbore izpostave, to so izpostava Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota in Lendava. Te so pod okriljem območne enote in seveda območna enota za svojim delom pač zastopa interese pomurskega kmetijstva in seveda tudi predstavlja pomursko kmetijstvo, seveda je pa predstavniki iz območne enote Murska Sobota so pa dejansko vključene v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice. Vendar moram povedati tudi to, da v teh organih ta naš del predstavlja zelo malo, saj imamo samo med 54 člani sveta, ki je najvišji organ v zbornici, samo 7 članov, potem še pa imamo tudi člana v upravnem odboru, ki je ena od enakih predstavnikov ne glede na velikost in interesa območne enote. Dejali ste, da imate še podenote in sicer v Gornji Radgoni, v Lendavi in tako naprej. Kako dobro sodelujete s temi podenotami? Glejte, to so odbori izpostav, ki spadajo v območno enoto. Mi sodelujemo, vendar so te tudi samostojne organe in seveda imajo proste roke za svoje delovanje in seveda delujejo pod okriljem svoje pravice in dolžnosti. Sodelujemo odlično, ker dejansko vse tiste sklepe, ki dejansko oni tudi sprejmejo, vnosno predloge, pošiljajo na območno enoto in seveda mi pa naprej do zborničnega urada v Ljubljano. Govorila sva tudi o tem, da imate zelo malo predstavnikov v svetu, še vedno je v Sloveniji žal prisotna močna centralizacija, vse skupaj teži na center države, na Ljubljano. Kako se soočate v območni enoti Murska Sobota s to težavo? Ja, gledajte, to je glih problem, ta prevelika centralizacija Kmetijsko-gozdarske zbornice. Mi že dolgo od samega začetka, od same ustanovitve, zahtevamo, da dejansko se ta centralizacija razbije in da bi močne enote dobile več vlogo. Zdaj pa dejansko pač to nekateri ne poše. Tudi financiranje je dejansko v Ljubljano in dobimo mi za tiste najnujnejše dela za delovanje in nič več. Glejte, znamo, da je Slovenija zelo raznolika država, od Primorske, Gorenjske, pa ne vem kaj ne vse, in seveda tudi, da naš del je najbolj
kmetijski del Slovenije, žitnico Slovenije, največ živinoreje imamo, seveda vse imamo tudi vse ostalo, razen morskega ribištva nimamo in seveda včasih z našimi predlogi pa našimi zahtevami ne uspeva, ker dejansko navadno zagovarjamo, odkrito povedano tudi tam vsak svoje interese, vendar zbornica navadno tu poklekne, ker ko se zbere dovolj glasov za neko zadevo, potem tisto tudi s tistim predlogom tudi gre naprej. Tako da smo včasih ali v manjšini, ali pa tudi pri odločitvah zbornice prizadete. To smo zelo občutili po tem novem programskem obdobju, ko so nam vsiljevali travnik, kraški travniki in najbolj rodovitna njiva, da je to neposredno plačilo so 1:1, kar smo se tudi ne strinjali. Seveda zdaj so tudi PRP koliko toliko potrjene, vendar že čutimo spremembe, ki bi bili spet bolj naklonjene ali pa na kožo napisane nekaterim drugim regijam. Seveda denar je en, kolač je en in seveda, če nekdo bo dobil tu več, potem nekdo mora tu zgubiti in se bojimo, da bomo spet žrtev te monopolne prerazporeditve teh sredstev in bo spet naša regija kot območna enota prizadeta. Moram povedati, da naši izračuni v tem novem programskem obdobju smo izračunali, da prek neposrednih plačil bomo izgubili skoraj 1/3 sredstev. To pa je približno v tem programskem obdobju okrog 8 milijonov, to pa ni malo za našo regijo. Seveda ni malo za našo regijo, ki je, kot ste dejali, žitnica države in pa tudi največ govedoreje in ostale živinoreje imamo. Kako nadomestiti teh 8 milijonov? Ne vem povedati, nimam odgovora na take zadeve, kmetje se te soočamo z proizvodnjo, ki ti ne pokriva stroškov in to nekaj časa gre, potem pa se odločajo drugače. Izgleda pa, da se odločajo tako, da zapirajo se kmetije, opuščajo se kmetije, proizvodnja se opušča in to so zadeve, ki dejansko so v škodo naše regije. Gospod Režanja, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Zanima me, glede na to, da ste direktor območne enote, kakšne so najpomembnejše aktivnosti oziroma katere aktivnosti območna enota izvaja? Kot vodja območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Murska Sobota menim, da območna enota Murska Sobota zelo dobro funkcionira in vsi člani sveta, ki so bili izvoljeni, se pravzaprav zavedajo, da predstavljajo eno veliko število ne samo volivcev, ampak veliko število kmetov, od katerih je seveda odvisno, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji bomo tudi v prihodnje v veliki meri gospodarili. Res je pa tudi to, da so aktivnosti območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije odvisne od programa dela, ki ga vsako leto v novembru na svoji redni seji sprejme svet območne enote Murska Sobota in tudi ta program je seveda živ, vsako leto se ga tudi nekako spreminja o aktualnih dogodkih, ki prihajajo in seveda za njih ni moč znati, na kakšen način in kdaj se bodo v bistvu zgodili. Drugo je pa seveda sam proces aktivnosti, ki jih izvaja na osnovi stanovske institucije, torej Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in pa seveda resornega ministrstva, torej Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Smo dežela podeželja in me zanima, kakšen je razvoj, kakšni so načrti našega podeželja, da bi bilo bolj kvalitetno, bolj konkurenčno, da bi pridelali več, da bi dosegli tudi samooskrbo. Naše podeželje je izredno kvalitetno, naše podeželje je izredno pestro. Nenazadnje v Sloveniji polovica ljudi živi v urbanih naseljih, polovica na podeželju. Tudi to dokazuje, da ljudje želijo in radi pridejo na podeželje. Seveda je pa na podeželju tudi omejen vir in najbolj omejen vir je seveda zemlja, ki je proizvodni resurs in ga tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici temu primerno obravnavamo.
Naše podeželje je najlepše in pa tudi najbolj kvalitetno, kar se tiče v Pomurju, zato ga tudi na ta način želimo tržiti. En odnos je seveda preko ekonomije obsega in pa vseh produktov, ki jih na ta način tudi proizvajamo. Drugi je pa seveda preko izvajanja skupne kmetijske politike in strokovne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, ki so vpete v ta del, po mojem odlično opravljajo svoje delo. Tudi povratna informacija ze strani naših članov, torej kmetov, kaže na to, da so zelo zadovoljni z celotnimi strokovnimi službami, tako kmetijske svetovalne službe kot oddelka za živinorejo ter laboratorija in se seveda teh sinergijskih učinkov želimo tudi v prihodnje. Ne samo od tega, ampak predvsem od kmetijske politike, od izvajanja kmetijske politike, je pa odvisno tudi na kakšen način in pod kakšnimi pogoji bomo gospodarili prihodnje leto. Jaz osebno menim, da program razvoja podeželja na posameznih elementih prinaša veliko sprememb, je pa tudi res, da pa je tako na posameznih kmetih kot na strokovnih službah, ki jim seveda pri tem pomagamo, da v največji meri poskušamo z ukrepi, ki v pomurski prostor tudi prinašajo nekako največ denarja. In to je bila tudi zelena nit v preteklih mesecih. Jaz osebno mislim, da smo svoje delo v strokovnih službah korektno naredili in sedaj seveda pričakujemo že prve rezultate, ko bodo ljudje dobili domov izpis. Polovico tega že imajo na področju KOPOP-a, na prvi osi bodo pa seveda potem imeli še nekako informacijo, kako pa zdaj v 5 letih celovito zaključiti delo na svojem kmetijskem gospodarstvu. Morda še omeniva oziroma spregovoriva, zdaj ste imeli priložnost, da se srečate s svojimi stanovskimi kolegi in izmenjate informacije, izkušnje. Ste uspeli izvedeti kaj novega, kakšne nove prakse? Veliko, namreč zato je sejem, kjer se predstavijo ne samo institucije, ampak seveda potem tudi te prakse, za katere posamezniki in skupine mislijo, da so dobre v določenem časovnem obdobju. Veliko tega seveda obstaja, veliko je pa tudi takih, ki se prodajajo na zelo različne načine. Jaz sem malo prej poslušal tudi diskusijo o trgovinskem sporazumu med Evropo in Slovenijo in je človek, vsaj mojih let, lahko skeptičen oziroma zaskrbljujoč, kaj pravzaprav prihaja kot informacija tukaj. Menim, da imamo zelo različne standarde in seveda najverjetneje nobeden od državljanov Republike Slovenije, ki pa smo seveda člani Evropske unije, si ne želi, da bi se pa ti standardi zniževali oziroma da bi zadeve postajale bistveno bolj ohlapne, predvsem na tistih področjih, za katera smatramo, da smo se že dogovorili, to je predvsem področje FFS-jev, potem genetsko spremenjenih organizmov in tako naprej. In tu mislim, da bo potrebno še veliko diskusije nameniti ravno v tem konceptu. Veliko govora je bilo glede izvajanja skupne kmetijske politike v Evropski uniji. Jaz menim, da bo tudi soportno v prihodnje veliko govora tudi o takih zadevah, kajti seveda na nek način smo institucije tudi tiste, ki maksimalno zaščitimo svoje interese, tudi na ta način, da zaščitimo svojega člana. Morda poveva še nekaj besed o teh gensko spremenjenih organizmih, nam res grozijo oziroma grozijo slovenskemu kmetijstvu? Poglejte, okrog gensko spremenjenih organizmov je veliko diskusije. Manj diskusije je bilo v strokovnih krogih, veliko diskusije je bilo diktirane preko medijev in danes vemo, kdo so pravzaprav lastniki in katere strateške interese imajo. Danes tudi vemo, da se z denarjem da vse kupiti. Tako da je to zelo različna interpretacija. Pri nas je popolnoma jasno, da nismo pristaši gensko spremenjenih organizmov. Smo na Gornjeradgonskem sejmu Agra, v naši družbi pa je predsednik Slovenske ljudske stranke magister Marko Zidanšek. Gospod Zidanšek, kako ocenjujete vlogo Agre za razvoj regije in pa same panoge?
ne samo za razvoj regije, ne. Agra je sejem, kjer se sreča ponudba in povpraševanje vse v zvezi s kmetijstvom v Sloveniji in gre za slovenski sejem, ki je izredno pomemben za razvoj, te panoge v Sloveniji, ki je strateškega pomena. Ko govorimo o strateških zgodbah v Sloveniji in se pogovarjamo o raznih podjetjih, je v bistvu hrana tista, ki je v bistvu strateška surovina oziroma strateška zgodba Slovenije kot take. Prav gotovo ima v regiji izredno ogromen pomen, konec koncev pripelje celo Slovenijo v ta konec Slovenije in kjer imajo enostavno možnosti vsi, ki ponujajo, vsi, ki predstavljajo in vsi, ki tudi uporabljamo kmetijske proizvode, se pravi zdravo slovensko hrano, z vsemi ostalimi ponudniki, ki so na sejmu, si vsako leto predočiti, pokazati, videti, kaj se v slovenskem kmetijstvu, v slovenski prehrani tudi v našem prostoru dogaja. Slovenska ljudska stranka je vedno dala velik poudarek kmetijstvu in sicer na enakomeren razvoj mest in podeželja. Kako v tem času težave in kjer iščemo močne točke slovenskega kmetijstva? Kmetijstvo je izredno pomembna strateška panoga v Sloveniji. Dejstvo je, da v Slovenski ljudski stranki smo v preteklosti tudi pri programu razvoja podeželja za to mandatno obdobje opozorili na določene zadeve, kjer se je prehitro hitelo, kjer pričakujemo, da se bodo določene stvari v pogajanjih z Evropsko unijo, zato da bo slovenski kmet, mladi kmet imel svoje priložnosti še karkoli v tem smislu korigiralo. Prav gotovo si želimo močnih in uspešnih družinskih kmetij. Govorimo tudi o tem, da si želimo, da se povečajo kmetijske površine našim domačim proizvajalcem, se pravi slovensko zemljo v slovenske roke, se pravi slovenskemu kmetu. Država bi lahko z skladom kmetijskih zemljišč omogočila povečanje družinskih kmetij, s tem pa seveda izboljšala ne samo socialno sliko, tudi možnost večgeneracijskih zgodb na naših slovenskih kmetijah, da uspešno uspevajo. Predvsem pa gre za to, da smo pripravljeni in tudi lahko uspešni pri pridelavi zdrave, kakovostne, domače predelane hrane, ki ne prihaja stotine kilometrov oddaleč in hrana konec koncev pomeni tudi tisto osnovo za zdravo življenje naših državljank in državljankov. Zanima me, kakšni so sedaj načrti vaše stranke glede na to, da se poletje bliža h koncu in se pričenja verjetno dokaj pestra politična jesen? Mi bomo v jesenskem delu šli nov krog obhoda našega terena. Mi se ogromno pogovarjamo z našim članstvom po terenu, gremo po vseh 8 volilnih enotah. Zdi se mi, da je to en tak nov, mladostniški, ali kakorkoli bi temu rekel, pristop. Predvsem želimo poslušati ljudi, kako oni čutijo to Slovenijo, te razmere pri nas, jih potem seveda dati na nek skupni imenovalec in iz tega delati svoje politike. Dejstvo je tudi, da bomo v letošnjem letu po kongresu izpred 9 mesecev z zavezo, da v enem letu speljemo kongres, imeli tudi v času do novega leta tudi kongres, pri katerem bomo posodobili naše programska izhodišča, nekaj naredili tudi v organizacijskem smislu, kar se pomeni novelacija našega statuta, da bomo skupaj, z organizacijsko programsko, z nekimi prenovitvenimi zgodbami, zdaj že novo, mlado ekipo z tradicijo Slovenske ljudske stranke pokazali dobro alternativo vladajoči strukturi. Spomnim se ob vašem imenovanju oziroma izvolitvi za predsednika stranke, da ste dejali, da želite delati na široko in se osrediniti na nekakšno desno sredino. Sedaj ste dejali, da gre za mlade. Imate v svojih načrtih pomladitev vaše stranke še na močnejši ravni? Absolutno, ob tem, da nam zelo dobro dela nova generacija v Slovenski ljudski stranki, lahko z zadovoljstvom ugotavljam, da ne glede na to, da so bili tudi kakšni pozivi, prestopi in podobno, da nam članstvo narašča, ker v zadnjih 24 urah vstopil 2 novih članov, kar pomeni stranka raste, čeprav se mogoče kdaj to v javnosti dosti dobro ne vidi, ampak ljudje enostavno
pogrešajo Slovensko ljudsko stranko v parlamentu. Se pogovarjam z župani, veste, da smo mi kot stranka župani najmočnejša stranka v slovenskem političnem prostoru. Ko se pogovarjam z župani, ki niso naši člani, vsi poudarjajo v tem, da pogrešajo Slovensko ljudsko stranko v parlamentu kot zagovornico lokalnih interesov. Dejstvo je, če je kaj v tej Sloveniji v vseh teh letih dobro ratalo, je ratala lokalna samouprava, se pravi te občine, ki so slovensko urbani del in podeželje enakomerno razvile. Vse občine so bolj kot ne, bom rekel, naredile tisto, kar je bilo potrebno in dejansko zdaj, ko v katerem koncu Slovenije gremo, lahko občutimo to, da se kjerkoli ljudje živijo, počutijo, da živijo v nekem prijetnem, dobrem okolju, da imajo vse tiste, bom rekel, od komunalnih zadev do strani družboslovja in to je pa tudi tisto, kar je pomembno, da so ljudje zadovoljni z življenjem tudi na lokalnem, pa potem posledično v državnem okolju. Kako pa ocenjujete delo stranke? Pred 9 meseci ste prevzeli vodenje te stranke. Kako ocenjujete, kaj je stranka naredila v tem času? Mi smo med tem časom napravili kar nekaj, bom rekel, odmevnih zadev. To, da smo povedali, da je pomembno, da se pogovarjamo, bom rekel, od spodaj navzgor. Opravili smo kar nekaj okroglih miz na temo gospodarstva, na temo zdravstva. Zagnali smo tudi akcijo zbiranja podpisov pri nujni medicinski pomoči. Moram reči, da je ministrstvo vsaj, bom rekel, en etapni premor naredilo vmes, za kar seveda mi nismo zadovoljni, zato podpisi še vedno se zbirajo, ker smo prepričani, da je nujna medicinska pomoč tista, ki je pomembna za vsakega našega državljana ali pa občanko in občana. Jaz sem tudi zelo jasno povedal, da tudi tisti, ki je doma v Ljubljani ali pa jaz, ki sem doma v Celju, se lahko pojavim v Krškem in če nimam tistega standarda v prometni nesreči, ki je potreben, ni to, kar si mi z to reformo želimo in pričakujemo, da bo seveda ponovni premislek preigral zgodbo oziroma dorekel zgodbo v to smisel, da bodo spoznali, da z človeškimi življenji pa zaradi nekaj evrov pa ni igrati. Morda se še osredotočiva na zelo aktualno temo in sicer arbitražni sporazum. Predsednik države trdi, da ni druge izbire, kot da izpeljemo ta postopek. Vemo pa, da je vaša stranka bila odločno proti temu, da se meja določa z arbitražo. Kako menite oziroma ocenjujete sedanje stanje? Ste pričakovali takšen potek dogodkov? No, pred leti definitivno smo mi bili proti arbitraži. Dejstvo je, da je takrat imela Slovenija izjemno priložnost in zdaj zgodovinskih dejstev to vidimo, da bi lahko enostavno dosegla to, da bi pogojevala vstop Hrvaške v Evropsko unijo z jasnimi in konkretnimi zavezami. Če zdaj ocenjujem zadevo, smo bili izigrani, nadigrani, kar je še bolj hudo. Dejstvo je, da v dani situaciji je seveda zgodba z uspešno izpeljavo arbitražnega sporazuma verjetno primerna in dobra alternativa. Smo pa izredno nezadovoljni zato, ker se slovenska politika ni odločila, da bi imenovala slovenskega arbitra. Mislim, da je bilo to odgovorno ravnanje vlade v tem primeru, sploh ob fiasko, ki so ga imeli z imenovanjem predsednika sodišča meddržavnega sodišča za pravne zadeve v Evropi. In žal, jaz si želim in upam, da bo zadeva stekla v redu naprej. Dejstvo pa je, da tudi če realno ocenimo, zahteve Slovenije so bili tako, kot je bilo v leta 1991, se pravi celovitost Piranskega zaliva. Tudi ko se pogovarjamo zdaj v imaginarnih zadevah, ali je bilo ali ni bilo, ali je to 2/3 ali 3/4, je dejstvo, da to ni neka pomembna zmaga za Slovenijo, čeprav jo tako tudi hrvaška stran prikazuje, ampak gre v bistvu za zmanjšanje našega teritorija, za že popuščanje, vkolikor bo sodišče tako razsodilo, in ne želim si, da se eventualno zgodi, kar bi bilo pa totalna katastrofa, da bi razsodili, da nima Slovenija odprtega izhoda na odprto morje.
Dejstvo je, da gremo tukaj, se pogovarjamo o Luki Koper, o izredno pomembnem gospodarskem delu za državo Slovenijo in tukaj je enostavno nujno, da se zgodovinska dejstva upoštevajo in kdorkoli bo presojal, dejansko po zgodovinskih dejstvih mora presojati, da je Slovenija upravičena ne samo do izhoda iz morja, ampak tudi do Piranskega zaliva. Morda še čisto kratek komentar na besede, ki jih je včeraj v javnosti izrekel minister Karl Erjavec, zunanji minister Republike Slovenije, da je vlada Mira Cerarja trdna in da bo končala svoj 4-letni mandat. Zanima me, morda se vseeno pripravljate na naslednje volitve že tudi v vaši stranki. Dejstvo je, da po volitvah se vedno začne že za naslednje volitve neka predvolilna kampanja. Jaz si želim, da uspešno izpeljajo vsaj del tistega svojega programa, ki so ga dali, čeprav moram reči, da osebno nisem optimist. Dejstvo je, da seveda nek samoohranitveni nagon bo verjetno pripeljal do tega, da bojo zdržali skupaj kot koalicija zelo dolgo. Ne glede na to pa mislim, da je prvo odgovornost do življenja in do države. Na prvi preizkušnji bojo seveda pri sestavi proračuna, že zdaj letos v jeseni za naslednje leto. Dejstvo je, in to jim je za priznati, da so vsaj sprejeli izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu, da se bo treba seveda uokviriti v tiste številke, kot je. Tukaj pa bo verjetno vroče in hudo. Oglašamo se vam s sejma Agra, v moji družbi pa je gospod Cveto Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki nam bo več povedal o sami dejavnosti te zbornice. Gospod Zupančič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Uvodoma spregovoriva nekaj besed o Kmetijsko-gozdarski zbornici in njeni obletnici. Ja, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije praznuje letos 15-letnico. Se pravi, leta 1999 je bil sprejet zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici, 12. maja 2000 pa je bila prva seja sveta zbornice in ta dan se obeležuje kot dan ustanovitve zbornice. Seveda kmetijstvo je poleg tega, da ima naloga, da proizvaja hrano, da skrbi za podeželje, tudi druge gospodarske vloge, zelo velike, kot je naprimer predelava, potem industrija, kmetijske mehanizacije, kemijske industrije, vse to je povezano s številnimi delovnimi mesti in tudi to je bil vsa ta veličina enostavno, ker zbornica je bila ustanovljena na podlagi zakona in seveda trebalo bo tudi politično prepričati, da je slovenski kmet, slovensko kmetijstvo zbornica rabi. Seveda v teh 15 letih je bilo kar nekaj teženj tudi po temu, kako bi zbornica na tak ali drugačen način se tudi razrahljalo, ker je zbornica le en pomemben člen in pa sogovornik z ministrstvom in z državo, seveda in po drugi strani večkrat tudi trn v peti nekomu. Ampak vendar v teh 15 letih je nam na zbornici uspelo, da smo ohranili dober status in seveda s tem tudi to, da se je zbornica do neke mere prijela. Moram pa reči, da pred nami so še številne naloge, ki jih bomo mogli sproti uresničevati in pa seveda dostojno zastopati kmete napram države, Evrope in tako naprej. Ob odprtju letošnjega sejma Agra v Gornji Radgoni ste dejali, da so trdna tla zagotovilo stabilnosti in varnosti. Za vsakega človeka so trdna tla neka stabilnost, pomeni stabilnost, trdna tla. Seveda za kmeta pa so ta tla, še posebno, če je to zemlja, tudi podlaga ali pa predmet življenja in preživetja. In seveda prav zemlja, prst je tista ključna, ki daje kmetu v vsakmu primeru, pa ne bo to poljedelec ali pa živinorejec, se pravi osnovo za pridelavo. Zaključujemo oziroma zaključujemo seveda slovensko. In sicer 20. leto poteka že in to je s kmetije za vas. Vedno dajem zelo velik poudarek na doma pridelanemu, na zdravemu, na domačem in prav ta akcija s kmetije za vas je šlo v tej smeri, da ko smo skozi desetletja nazaj, predvsem stroka kmetijska, ki se je zelo trudila in delala na temu, da se poveča količinsko pridelave hrane na kmetijah,
se ugotavlja, če dalje več, da je potrebno tudi to hrano prodati. In na te dodane vrednosti, da tisto, kar pridelaš, da pridelaš na neki drugačen način, da ponudiš na drugačen način, da potrošniku poveš, da to ni tisto, ko imajo vsi, ampak da to je nekaj tvojega, nekaj pristnega izdelka. In danes vidimo, cela Evropa je preplavljena s ogromnimi količinami hrane, ki nimajo pravega porekla. Tukaj pa prav s takimi akcijami, s tako promocijami delamo v tej vrsti, da je specifika pridelane hrane pri tistemu kmetu tudi specifika, ki je nikjer na svetu ni možno najti. In to ima dodano vrednost in potrošnik je pripravljen za to tudi nekaj več plačati. Nahajamo se v žitnici naše države. Morda spregovoriva nekaj kratkih besed tudi o načrtih razvoja slovenskega podeželja. Ja, lejte, kar se tiče, dejansko smo res v Prekmurju, ki je žitnica, kar se tiče živine. Krušnih žit in pa tudi žit za krmo živine. In iz tega vidika mislim, da tudi program razvoja podeželja je šel v tej smeri, da je v prvem stebru, ko je govora o spodbujanju proizvodnje vezave, da je šlo večji procent tudi v smeri krušnih žit, tako da mislim, da je tudi na tem delu bilo nekaj narejeno. Seveda, vedno pa na zbornici iščemo neko ravnovesje razvoja podeželja in nekako ne želimo, da bi se favoriziral neko področje. Slovenija ima zelo specifično področje in seveda ena glavna kmetijska dejavnost v Sloveniji je živinoreja in nikakor ne bi želeli, da bi na račun neke druge panoga nekatera pač bila v boljšem stanju. Za vse mora biti mesto, Slovenija potrebuje eno, drugo in tretje. Zbornica skrbi tudi za gozdarstvo, še vedno preveč podrtih dreves odide iz naše države, uvažamo pa potem tuji les. Kako bomo rešili to težavo? Ja, res, žledolom je svoje napravil je svoje tudi lubadar, kot žuželka. To je storjena ogromna škoda, proti kateri pač proti naravi ne moreš ukrepati direktno. Seveda posledice pa se da reševati. Problem, kot ga opažamo, je ta, da se kvaliteten les izvaža v tujino in se potem izdelke uvaža nazaj, ali so to deske, so to že boljši izdelki sfiniširani. Mi moramo v prihodnje več narediti za vzpostavitev lesno-gozdne verige, se pravi, da se ponovno začne oživljati predelava lesa, kajti to, kar imamo sedaj in dejansko je v glavnem les za kurjavo. Žal, tako kot Nikolanski žledolom, je pokazal, da je ogromno teh količin, ki jih ni bilo možno pravočasno spraviti z gozda, potem končalo v kuriščih ali pa celo še ni bilo pospravljeno. Enako se dogaja z lubadarkami, se pravi drevesi, ki jih napade lubadar, se pravi vsak dan je pomemben. Če les posekaš pravočasno, je še uporaben tudi za predelavo, kakor zamudiš par dni, tednov, seveda tisti les ni več uporaben. Se pravi, tukaj bi na Kmetijsko-gozdarski zbornici imamo dejansko samo 3 gozdarje in ti gozdarji svetujejo in pa na drugi strani mi kot zbornica zahtevamo od ministrstva določene ukrepe, da bi preko določenih ukrepov ministrstvo posredovalo, da bi se lastnik lahko čim prej pospravil, to se pravi večje število ekip za izvajanje sečenj v gozdovih in pa potem poskrbeti za prodajo odvoz tega lesa. Kajti kar nekaj posledice, da je letos toliko lubadarjev, je tudi v tem, da so lansko leto ostali veliki kupi lesa neodpeljenega iz deponij.
Ob koncu najinega pogovora morda še vprašanje, zakaj se vam osebno kot predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije zdi pomembno, da se vaša ustanova predstavlja na tem sejmu? Ja, to je za nas zelo velikega ali ključnega pomena. Sejem je kraj, kjer se srečajo tako kmetje, proizvajalci, kupci, ponujajo posamezne organizacije svoje izdelke, ponujajo kmetije svoje izdelke in seveda tukaj nekateri pridejo iz poslovnih razlogov, nekateri pridejo po informacijo, nekateri pridejo na izlet. Dejansko ves ta pomen obiska na sejmu je tudi izredna priložnost Kmetijsko-gozdarske zbornice, da predstavi svojo dejavnost in prav to počnemo. Mi imamo tukaj svoj prostor, v okviru katerega v tem prostoru so tudi vse nevladne organizacije, ki imajo svoje prostore in prav to nam daje to celoto nevladnih organizacij, katerih pač največja je Kmetijsko-gozdarska zbornica in mi na tem prostoru absolutno pač želimo res zbornico predstaviti in pa določeno kmetijsko pridelavo tudi promovirati. Velja pa še povabiti gledalke in gledalce naše televizije, da vas obiščejo na razstavnem prostoru. Vsekakor, to je kot vsako leto hala B. Tukaj takoj, ko prijete na sejmen, to je prva hala na levo. Nič nismo lokacije spremenili, tako da nas lahko vsak obiskovalec najde. Je tudi dobro označeno. Letos imamo tudi en projekt skupne kmetijske politike, preko katerega boste že oddaleč videli, pač je po domače povedan narejene panoji, reklame, kjer se nahaja Kmetijsko-gozdarska zbornica in pa njihovi kmetijski svetovalci, ki vam bodo tudi znali na vse vprašanje odgovoriti. Lepo pozdravljeni. Nahajamo se v podjetju Kodila v Markešavcih. Z nami pa je direktor podjetja Janko Kodila, ki nam bo tudi nekaj več povedal. Najprej na kratko predstaviva vaše podjetje z nekaj besedami. Ja. Podjetje Kodila je družinsko podjetje. Drugo leto bomo imeli 25 let, odkar delujemo na tem Markešavcih, v bistvu na lokaciji tej. Prizadevamo si pač proizvajati kvalitetne izdelke, živilske, predvsem mesne izdelke, ki imajo regijsko značilnost, se pravi, da so tipični za našo regijo, predvsem smo vodilni proizvajalec prekmurske šunke, smo poznani v Sloveniji tudi po proizvodnji paštete v kozarcih in pa največji proizvajalec ocvirkov oziroma maščobnih izdelkov. Nabor vaših produktov je izjemno pester. Morda predstaviva tiste najpomembnejše in kakšno novost? Ja, bom povedal, kar se najpomembnejše sigurno, oziroma izdelek, na katerega smo najbolj ponosni, je prekmurska šunka, ker je tudi nekako steber šunkarne Kodila, kjer se tudi skozi leta promoviramo. V bistvu je pa naš slogan Koveška ješ, se pravi, da naši kupci spoznajo pod našo blagovno znamko kvalitetne izdelke, ki v bistvu kvalitetnemu mesu naših 7 rejcev, ki pitajo prašiče samo za nas, dodamo samo sol in začimbe, delamo te izdelke na kulinarično obrtniški način, to pomeni, da res je poudarek na kvaliteti, zato so mogoče kupci prepoznajo te izdelke po kvaliteti, so zato malo dražji, so pa zadnja leta zelo se uveljavili v slovenskem področju, se pravi paštete so brez konzervansov, brez glutena, brez laktoza, brez alergenov. Smo pa tudi v minulih letih dosti delali na zorenju mesa govejega, se pravi dry age, se pravi to je to novo področje, ki nas kupci šele zdaj spoznavajo širom po Sloveniji. In pa seveda naša, bi rekel, zdaj že 2 leti stara pridobitev, ta objekt kulinarični center v Markešavcih, kjer lahko ljudje pridejo pogledati si, kako delamo in tudi lahko kupijo naše izdelke. V podjetju Kodila pa ste tudi prejeli številna priznanja in certifikate. Ja. Družba Kodila ima 4 veljavne certifikate, se pravi zaščite više kakovosti znake, to pomeni prekmursko šunko delamo pod zaščiteni izdelek, krajinsko klobaso in pa prekmursko gibanico in ekološke mesnine. To pomeni 4 prostovoljne označbe višjega kakovosti. Našo, bi rekel, kakovost pa tudi preverjamo na raznih ocenjevanjih, doma in v tujini, kjer nam je v bistvu cilj to, da se
nekako preko teh uveljavljenih, niso to tekmovanja, podcenjevanj, potrdi naša kvaliteta. Tako smo zdaj tudi v Radomskem sejmu, naprimer, kot največje priznanje je dobila Prekmurska šunka, 3-krat zaporedoma je bila zlata v minulih 3 letih, tako da je letos šampion. Poleg tega smo pa tudi v moj izpostavo dobili rezultate z ocenjevanja v Nemčiji, DLG, kjer smo za 5 izdelkov dobili 5 zlatih medalj in tudi vse maksimalne točke, kar je za nas zelo velik dosežek, pa tudi pomoč pri prodaji, ker si želimo z našimi izdelkami tudi na tuje trge. Za konec pa mora biti še kakšno povabilo vsem gledalcem televizije AS? Ja, sigurno vedno ste dobrodošli, oziroma vaši gledalci in vsi naši kupci dobrodošli v Markešavcih, res da imamo, bi rekel, malo se zapelja do nas, ampak mislim, da se splača priti do nas in kupiti kaj dobrega in pa pogledati kaj dobrega. In pa tudi pojesti. Zadnje čase imamo tudi degustacije, kjer lahko v sklopu trgovine je odprta kuhinja, kjer se lahko tudi na licu mesta oziroma v sklopu trgovine najeste oziroma poskušate bograče, šunke, gibanice, kuhano klobaso. To imamo vedno na razpolago za naše kupce. Nahajamo se v hali B na razstavnem prostoru podjetja DuPont Pioneer. Z nami pa je gospod Darko Kerec, direktor DuPont Pioneerja podružnice Slovenije, kateri nam bo tudi več povedal o samem podjetju in o njihovi predstavitvi na sejmu Agra 2015. Pa najprej izkoristiva priložnost za kratko predstavitev vašega podjetja. No, najprej lep pozdrav vsem gledalcem vaše televizije. Vsekakor smo na tem sejmu mi prisotni že več let, to je zdaj 21. leto, v hali B na isti lokaciji, tako kmetovalci, naši partnerji, naši trgovci in pa vsi ostali poznajo našo lokacijo in ste si dobrodošli na tem mestu. V DuPont Pioneer naši pridelovalci kmetje poznajo več ali manj predvsem po semenih koruze, ki jih uspešno tržimo na slovenskem trgu že dolga leta. Zelo podobno je bilo letošnje leto. V tem projektu imamo vsako leto nekaj novosti, nekaj novih hibridov. Pridelovalci poznajo našo Aquamax skupino hibridov, ki so zelo pomembne v takšnih vremenskih pogojih, kot so bile letošnjo, ko smo imeli visoke temperature, malo palovin v času cvetenja in pa polnjenja zrna. Poleg koruze imamo v naši paleti še ostale kmetijske rastline. Trenutno je najbolj zanimiva ali pa aktualna ozimna ogrščica, setev leteje pred vrati. Nažalost se v zadnjih letih prisotnost ogrščice zmanjšuje, predvsem zaradi teh ukrepov kmetijske politike, ker ni več tako interesantna za pridelovalce, ampak upam, da se bodo pridelovalci vseeno odločili za setev ogrščice, ker je to zelo pomembna poljščina, zelo dobra je za kolobar, zelo dobra je za tla, ker je sedaj tudi svetovni dan tal, ogrščica je ugodivka, pomeni poboljšuje sama tla. Mi imamo v naši paleti več hibridov in jih tudi ponujamo našim kmetom. Poleg ogrščice imamo v prodaji še dodatke za siliranje, tudi čas siliranja je sedaj. V paleti imamo nekaj dodatkov standardnih in pa nekaj novejših, ki imajo novo CFT tehnologijo, to je vlakninska tehnologija, ki pomaga rezati vlaknino, s tem poboljšuje prebavljivost, silaž in pa na koncu večjo mlečnost in pa tudi pridelek mesa. In pa največja novost na letošnjem sejmu je ena aplikacija AgroAssist, to je aplikacija za spremljanje opravil na njivi. Vsi kmetje, ki smo v kakšnem sistemu subvencij, v tem novejšem sistemu COPOP, moramo spremljati vsa opravila na njivi, voditi evidence in za to aplikacijo omogočamo kmetom, da lažje spremljajo vsa ta opravila in na koncu si izdelajo tudi poročila, ki so bolj pomembna za samo kontrolo na njivah. Pridite na sejem in se pogovorimo o tem še kaj več. Bi lahko povedali tudi nekaj besed o tem, kaj obsega vaša sejemska ponudba, torej kaj se nahaja na tem sejmu in kakšen način promocije ste izbrali? Zdaj, na sejemske ponudbe pomeni, mi na samem sejmu ne prodajamo nič, razen tega mi samo na sejmu predstavljamo. Letošnja novost je ta aplikacija AgroAssist, pomeni, to je aplikacija, ki bo pomagala, ali pa v domače vena, to je digitalna knjiga opravil, ki jo lahko kmetje uporabljajo. Zdaj, vedno več je mladih kmetov, vedno več je teh pametnih telefonov, vsi več ali manj imamo doma internet in tudi s pomočjo interneta lahko te opravke se beležimo in jih tudi
pol izkoristimo za vsa poročila, ki jih rabimo pri tem, ko imamo kontrole na kmetiji. Zdaj promocijo mi vsekakor delamo na razne načine, eno od teh je sejem, poleg tega pa imamo več ali manj direktne kontakte s pomočjo naših promotorske službe, tako kmetje našo službo poznajo in se več ali manj osebno poznamo z vsemi našimi kupci. Bi mogoče še povabili naše gledalce televizije AS, da naj vas obiščejo na razstavni točki v hali B na sejmu Agra 2015? Vsekakor, vsi ste dobrodošli, v naslednjih dneh je naša služba tu, vsi smo prisotni, vsak dan je prisoten en naš promotor, ki je dežuren, prav tako pa naša agronomska služba, tudi sam sem prisoten večino dni, tako pridite, oglasite se, pogovorimo se, spijemo kakšen kozarček in gremo novim dogodivščinam ali pa novim izzivom v kmetijstvu naproti. Nahajamo se na zunanjem razstavnem prostoru podjetja Roto, z nami v družbi pa je gospa Nuša Pavlinjek-Slavinec, direktorica marketinga, ki nam bo več povedala o sami predstavitvi podjetja in tudi, kaj so pripravili za sejem Agra 2015. Izkoristiva to priložnost in z nekaj besedami predstaviva vaše podjetje. Ja, skupina Roto je pomursko podjetje, sicer z proizvodnjo v 4 državah. In moram povedati, da smo zdaj eno izmed največjih pomurskih podjetij, saj zaposlujemo kar 333 zaposlenih v naših proizvodnih obratih, torej v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji in Makedoniji, poleg 51 predstavništev, ki jih imamo po vsem svetu, torej izvažamo v 51 držav. Kakšna pa je vaša sejemska ponudba? Letos se prav tako predstavljate na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Ja, kmetijski izdelki so zelo pomembni v našem asortimanu. Med vsemi 4000 izdelki, ki jih imamo v svojem portfelju, je kar 20% namenjenih za kmetijstvo. Po eni strani smo eden izmed največjih dobaviteljev rezervarjev za škropilnice in kmetijske stroje v Evropi. Recimo delamo različne komponente za podjetje Krone, potem za različne firme, ki proizvajajo škropilnice v Italiji, v Nemčiji. Po drugi strani pa proizvajamo tudi izdelke, ki lahko kmetovalci uporabljajo neposredno. Se pravi, vinogradniki, brente, sode za vino, potem sadjarji, posode za sadje, torej za pripravo žganja, potem sode za kis, potem imamo za kmetovalce silose in samokolnice. Naj tukaj izkoristim tudi priložnost, da smo največji proizvajalec samokolnic s plastičnim koritom v Evropi. Letos na sejmu Agra jih imamo kar 30 različnih v ponudbi in naše samokolnice tudi prodajamo po celem svetu, recimo tudi v Dansko kraljevo kobilarno, potem naša Lipica ima vse, Roto samokolnice, Arabcem, torej vse povsod. Zato smo zelo ponosni tudi na razvoj novih samokolnic in tukaj za nami lahko vidimo tudi 2 nova proizvoda. To so transportni vozički in samokolnice za seno, torej za bale po domače povedano in za prevoz gnoja. In samokolnice proizvajamo do volumna 700 litrov, kar praktično omogoča tudi večjim kmetovalcem, da lahko z njimi se olajšajo delo tako v hlevu kot tudi zunaj. Povejva še nekaj tudi o čistilnih napravah in o nagradi, ki jo najverjetneje že pričakujete. V skupini Roto pomembno mesto zasedajo tudi čistilne naprave in zbiralniki deževnice, potem cisterne za namakanje vrtnin ali pa polj, cisterne za gnojnico. Letos je tudi nov naš proizvod čistilna naprava za kmečke turizme, kjer je praktično dotok zelo nestabilen, torej za vikende imamo dosti uporabnikov, čez teden manj in zato je poseben režim delovanja čistilne naprave. Ta izdelek tudi kandidira za nagrado na sejmu Agra in moramo povedati, da je zelo dober odziv, saj številni turistični objekti v Sloveniji še nimajo rešene kanalizacije.
Na sejmu Agrar predstavljamo tudi vodomerni jašek. Pomurski vodovod je izgrajen tudi z rotovodomernimi jaškami, zato lahko si ga tudi tukaj podrobneje pogledate in tisti, ki še nimate rešenega tega problema, lahko tukaj se z našim strokovnim osebjem posvetujete. Ker pa je letos tudi sušno leto, imamo velike zbiralnike deževnice, do 50 kubikov za zakop v zemljo in smiselno je, da deževnico, ki je brezplačna, zberemo iz naših strešnih površin in jo koristno uporabimo za namakanje ali pa za napajanje živine. Ste pripravili morda še kakšne sejemske popuste? Seveda, sejemski popusti in ugodne sejemske cene spadajo na vsak sejem, zato tudi vabimo vse gledalce, da nas obiščejo pri hali D na našem razstavnem prostoru in si zagotovijo res sejemsko ugodno ceno, bodisi za čistilne naprave, zbiralnike deževnice, silose, sode za vino, potem, kot sva omenila, sode za kis, posode za zelje ali kakšen drug izdelek. Po sejmu nudimo tudi brezplačno dostavo na dom, tako da boste imeli tudi čas sejem si lahko pogledali. Nahajamo se v hali B na razstavnem prostoru Zavarovalnice Triglav, v moji družbi pa je že direktor Zavarovalnice Triglav, območne enote Murska Sobota, gospod Sandi Štefan Flisar, ki nam bo več povedal o sami zavarovalnici, pa tudi o sejemski ponudbi, ki jo predstavljajo. Pa uvodoma izkoristiva nekaj trenutkov in z nekaj besedami predstaviva vašo zavarovalnico. Zavarovalnica Triglav je največja zavarovalnica na slovenskem trgu. Imamo zavarovalnica s tradicijo, na tem trgu že smo dosti let. Ponujamo vse vrste zavarovanj, od kmetijskih, ki so danes tukaj najbolj aktualna, do zavarovanja premoženja, življenja in zdravstvenega zavarovanja. Morda spregovoriva nekaj besed o tem, kakšna je vaša sejemska ponudba, namreč predstavljate se na tem sejmu Agra 2015. Mi smo na sejem prišli z celotno našo ponudbo oziroma paleto produktov. Seveda je večji poudarek tukaj na sejmu dan kmetijstva, saj gre tudi za tak sejem. Drugače se pa ljudje, tisti, ki se na našem štandu ustavijo, se zanimajo za vse vrste zavarovanj. Izpostavljate pa tudi zavarovanja posevkov in plodov ter zavarovanja živali. Sigurno, tukaj je največji poudarek dan predvsem kmetijskim zavarovanjem. Mi smo zavarovalnica, ki ta zavarovanja tudi sklepa in seveda je potrebno vedno znova povedati prednosti oziroma tudi povedati, kakšne so novosti. Mi dejansko vsako leto ponujamo tudi kakšno novost, produkt iz lanskega leta, katerega letos tudi malo bolj oglašujemo, so zavarovanje psov, naših ljubljenčkov, torej tudi takšne vrste zavarovanja ponujamo, tako da želimo res vsem obiskovalcem ali pa vsem tem kmetovalcem priti njim blizu oziroma zagotoviti, da vse vrste rizikov, ki jih oni imajo, lahko mi prevzamemo. Povejva še nekaj besed o tisti zavarovalniški stalni ponudbi, ki je najbolj aktualna in za katero se ljudje najbolj odločajo. Slovenija je že tako tradicionalno najbolj poudarja zavarovanje avtomobilov in tudi zavarovalnica Triglav ni drugačna. Potem so tukaj vse vrste zavarovanj premoženja, od zavarovanja požara do kakšnih mogoče odgovornostnih zavarovanj. Seveda pa dajem tudi ta poudarek, kot sem prej rekel, tudi kmetijsko zavarovanje in tukaj tudi za celo paleto od posevkov, od domačih živali do tudi teh malih živali, ki so na trgu. Drugače pa tudi, kot sem prej rekel, mi smo zavarovalnica, ki je na trgu in prodaja vse vrste zavarovanja, torej poleg vseh teh standardnih zavarovanj, tudi življenjska zavarovanja in zdravstvena zavarovanja. In ker se predstavljate na sejmu Agra, me zanima, zakaj je po vašem mnenju dobro, da se zavarovalnica Triglav pridruži razstavljavcem in izkoristi to priložnost za predstavitev.
Sejem je eno takšno mesto, kjer lahko srečaš že obstoječe stranke, katerim se lahko zahvališ za sodelovanje. Je mesto, ki lahko z novo ponudbo očaraš koga novega in tudi Zavarovalnica Triglav vidi v tem neko priložnost in zato smo se odločili, da bomo šli. Letos smo se poleg vsega odločili, da tudi na temo, ki je aktualna, torej okrog prsti, tudi imamo nagradno igro in mogoče bi preko vas tudi povabil gledalce, naj se na našem prireditvenem prostoru oglasijo, izpolnijo vprašalnik in med nagradami je tudi analiza prsti. Torej, izžrebanci bodo imeli priliko, da opravijo analizo prsti, ki jo imajo doma in s tem omogočimo tudi njim, da bodo lepše, boljše kmetovale. Za kmetovalce vsekakor dobrodošlo, za konec najnega pogovora pa morda še povabilo gledalkam in gledalcem televizije AS, da se oglasijo na vašem razstavnem prostoru. Ja, spoštovane gledalke, gledalci, z veseljem ste dobrodošli na prireditvenem prostoru Zavarovalnice Triglav. Pridite, ogledajte si, povprašajte po novostih, po ponudbi in z veseljem vam bomo ustregli. Tudi letos se na sejmu Agra predstavlja firma Prilog KM d.o.o. iz Vržeja. Novost v njihovi ponudbi je predsetvenik s 3 valji. V liniji za buče najdemo okopalnik, plug za spravilo buč v vrste, pralni stroj za bučna semena, polirni stroj in čistilni stroj. Njihova ponudba vsebuje tudi strniščni plug širine 2,5 metra, 3 metrov in 4,5 metra. Plug je hidravlično zložljiv z narezljalnimi diski in valjem. Mogoče je dodelava električne sejalnice. Okopalniki za koruzo so 2, 4 in 6 vrstni z dognojevalno napravo. Predstavljajo še podrahljač na 1, 5 in 7 klinov, čelni strniščni plug 2,5 metra in 3 metre, izkopalnik vinske trte in grmičevja ter stojala za kolesa. Vabijo vas, da jih obiščete na sejmu Agra 2015 in si ogledate njihovo ponudbo ter izkoristite 5% sejemski popust. V Tušu, največjem slovenskem trgovcu, ki si za krepitev slovenske prehranske verige prizadeva od samih začetkov že 25 let, nov korak v tej smeri stopajo v okviru sejma Agra, kjer nastopajo kot povezovalec lokalnih pridelovalcev in aktiven soustvarjalec prihodnosti slovenskega gospodarskega prostora. Da bi skupaj spodbudili zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane ter partnerskega povezovanja v celotni prehranski verigi, pa so pripravili strokovni posvet o pomenu povezovanja deležnikov v slovenski prehranski verigi, ki je potekal pod sloganom Skupaj gradimo slovensko prihodnost. Definitivno kot slovenski trgovec, edini preostali slovenski trgovec, imamo eno moralno zavezo, da spoštujemo slovensko gospodarstvo, slovenske dobrote, lokalne pridelovalce, proizvajalce in tako naprej. Več projektov smo v letošnjem letu že v skupini Tuš se lotili, kar se tiče slovenskega gospodarstva in na tem sejmu Agra samo nadaljujemo to, da povezujemo vse deležnike v slovenski prehranski industriji, od proizvajalca, od pridelovalca, proizvajalca do končnega kupca, kjer smo mi en pomemben deležnik. Zelo sem vesel, da dajemo vedno več prostora slovenskim lokalnim pridelovalcem na naših policah. Več kot 70% izdelkov na naših policah je lokalnega proizvoda, temu dajemo velik poudarek, prilagajamo se potrošnikom, kupcem, ki to iščejo, skrbimo za zdravo življenje, ker slovenska hrana je sigurno boljša, narejena na naraven, tradicionalen način in tako bomo delali tudi naprej. Pa vas pri tej vaši iniciativi podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano? Ja, absolutno. Posebej v zadnjem času smo začeli z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo delati zelo dobro, tudi z gospodom Židanom. Vsi deležniki, tudi politika, država, trgovci se zavedamo pomena lokalne prehrane, slovenskega kmeta, se pravi, da tudi država daje vedno večji poudarek. To se kaže tudi na vseh teh okroglih mizah na sejmu.
o rešitvah in možnostih, kako krepiti povezovanje med vsemi akterji v agroživilski panogi, ki vsak po svoje prispevajo k dokončni dodani vrednosti lokalnih proizvodov, pa je spregovoril tudi resorni minister magister Dejan Židan. Gre za to, da se je potrebno zavedati, da prehranska veriga ima več členov. Od kmeta do organizatorja, lahko to zadruga, lahko karkoli drugega, do trgovine in do potrošnika. In če vsi členi dobro sodelujejo, se spoštujejo, tudi tveganje, če si porazdelijo, potem veriga dobro deluje, od tega imamo koristi tudi državljani. Če pa je mogoče preveč egoizma prisotno, potem pa so težave. Za uresničitev prizadevanj, ki potekajo pod sloganom S podeželja na slovenske police, pa je ključnega pomena partnerstvo med vsemi členi prehranske verige, česar se zavedajo tudi v Zadružni zvezi Slovenije. Za trgovsko verigo Tuš že dolga leta uspešno sodelujemo. Nekatere zadruge sodelujejo tudi na področju sodelovanja v trgovinah z franšizami. Večina zadrug, tistih, ki se ukvarjajo z proizvodnjo zelenjave, pa sodeluje tako, da prodaje zelenjavo v to trgovsko verigo. Pred nekaj leti smo ravno tu na sejmu v Radgoni podpisali tudi sporazum o tej zelenjavni verigi, ki lahko rečem, da dobro deluje, dobro funkcionira. Veseli nas, da tudi Tuš nekako uspešno razvija blagovne znamke, recimo Paradižnik Lušče in tak lep primer. V zadnje čase pogosto sedimo skupaj, želimo oblikovati še kakšno takšno blagovno znamko. Mi smo tudi uspeli v okviru programa razvoja podeželja do 2020, da smo izrazito povečali spodbudo, torej pomoč tistim, ki bi se začeli ukvarjati z zelenjavo. Po hektarju je ta spodbuda bistveno večja, kot je bila v prejšnjem finančnem obdobju. V Tušu pa tudi nekako pravijo, da zaenkrat so potrebe takšne, da kolikor bodo naši kmetje proizvedli, zadruge odkupile, bo Tuš tudi odkupil in zaenkrat pač tukaj nimamo težav. Tuš, največji slovenski trgovec, tako na sejmu Agra, nastopa kot povezovalec deležnikov v domačem gospodarskem prostoru in tako omogoča tržni preboj tudi malim slovenskim dobaviteljem, o čemer se lahko obiskovalci sejma prepričate prav vsak dan na dvema razstavnima prostoroma, in sicer v hali A in pred halo B, kjer slovenski trgovec Tuš ponuja sveže pripravljene domače tradicionalne jedi, začinjene z inovativnostjo. Podjetje Turopolje, pooblaščeni zastopnik firme Štil in Viking za Pomurje, se tudi letos predstavlja na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Ogledate si lahko obsežen prodajni program visokokakovostnih strojev Štil in Viking za žaganje, košnjo, obrezovanje, čiščenje, rezanje, škropljenje in okopavanje. Strokovno usposobljeno osebje vam je na voljo za svetovanje pri nakupu in servisiranju naprav. Razen na sejmu jih najdete tudi v poslovalnicah v Murski Soboti, v Zorana Velnarja ulici, v Ljutomeru na Prešernovi in v Lendavi na Mlinski ulici. V času sejma nudijo sejemski popust v vseh poslovalnicah in na sejemskem prostoru. Za obisk na sejmu Agra se priporočajo. Autorajh, pooblaščen prodajalec in serviser za Fordova in Citroenova vozila ter koncesionar in prodajalec leta 2014, ponuja na letošnjem sejmu Agra izredne akcijske cene Fordovih in Citroenovih vozil. V ponudbi imajo Ford Fiesta s popustom v višini 4100 €, Ford B-Max s popustom do 4150 €, novi Ford Focus, najbolj dodelan, varčen in tehnološko napreden s popustom v višini 4600 €. Ne glede na to, ali izberete novi C-Max, Grand C-Max ali novi Grand C-Max, za 5 ali 7 oseb boste uživali v povsem novi izkušnji prilagodljivosti, praktičnosti in učinkovitosti. Izkoristite popuste do 3950 €. S
ponosom predstavljajo tudi vozilo Ford Kuga, ki ga lahko dobite s popustom 3600 evrov, novega Ford Mondeja pa s popustom kar 5800 evrov že za 20170 evrov. V jeseni pričakujejo na slovenskem trgu novega S-Maxa ter novega Galaxija ter novega Mustanga, katerega pa je že možno naročiti. Vsa osebna Fordova vozila imajo 5-letno jamstvo in neomejeno število kilometrov. Letos na sejmu Agra še posebej predstavljajo dve noviteti. Prenovljenega C4, ki ga dobite že za 12.990 evrov, ter novega Berlinga, ki je lahko vaš že za 13.490 evrov. Autorajh vas vabi, da jih obiščete na njihovem razstavnem prostoru v hali B1, še posebej pa ste vabljeni, da obiščete njihova prodajalna salona v Ljutomeru in Murski Soboti, kjer si boste lahko ogledali in preizkusili njihova vozila. Spoštovane gledalke in gledalci televizije AS, dobrodošli na sejmu Agra, vljudno vabljeni, da se oglasite na razstavnih mestih naše slovenske največje zdravstvene zavarovalnice, to je Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Prisotni smo v hali A z razstavnim prostorom, prav tako smo prisotni ob promocijskem šotoru, ob službenem hodu, kjer se pravkar nahajam, pa tudi ob vstopu za vas obiskovalce. Izkoristite številne ugodnosti in zanimivosti, ki smo jih za vas pripravili. Srečke, vzemite vsako srečko, vsaka je dobitna, sodelujte v nagradni igri, vprašajte naše sodelavce po informacijah, še bolje pa je, da poskrbite za svojo socialno varnost s sklenitvijo sodobnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Pa naj vas povabim z mojim kolegom Vzajemkotom še, da se tudi z njim fotografirate, vsakdo prejme brezplačno spominsko fotografijo. Vzajemko je pa tudi že znan gost naših dogodkov in prireditev v Pomurju. Otroci in tudi starejši ga imajo zelo radi, tako da dobrodošli. Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 22. do 27. avgusta. Kmetijska zadruga Radgona z.o.o. s 14 poslovalnicami po celotnem Pomurju nudi široko paleto škropilnega programa za vinogradništvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Poslovalnice pa nudijo tudi kmetijski repromaterial in blago široke potrošnje. V prodajalnah pa je prisoten tudi svetovalec za prodajo zaščitnih sredstev. Da bo vaše vrtičkanje in kmetovanje prijetnejše, vabljeni v poslovalnice Kmetijske zadruge Radgona z.o.o. Tovarna močnih krmil iz Črnc je eden najstarejših slovenskih proizvajalcev krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic za domače živali v Sloveniji. V tovarni proizvajajo celotno paleto izdelkov za kakovostno rejo živali, in sicer krmne mešanice za govedorejo, prašičerejo, perutnino ter ostale živali, ki jih v celoti proizvede v tehnološko modernem lastnem obratu. Poleg kakovostnih izdelkov podjetje svojim strankam nudi tudi storitve, kot so dostava na dom ter brezplačno strokovno svetovanje pri reji, krmljenju ter bolezni živali. Veliki poudarek v podjetju namenjajo kakovosti in zdravju, zato njihovi izdelki po želji ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, so pridelani iz slovenskih žit in so konkurenčnih cen. Dolgoletne izkušnje, strokovnost, velik krog zadovoljnih odjemalcev, vrhunski rezultati, razvoj in nenehno izboljševanje na podlagi kakovosti jih uvršča med najzanesljivejše partnerje na področju krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic. Ob odprtju računa v Deželni banki Slovenije vam do konca oktobra podarimo bon v vrednosti 20 evrov za nakup po vaši izbiri v katerikoli trgovini Kalija. Pri nas dobite tudi ugodne kredite za financiranje kmetijske dejavnosti, nakupa kmetijskih zemljišč, hitre gotovinske kredite in vse vrste zavarovanj, tudi kmetijska. Novo!
Mobilna banka MDBS, s katero lahko urejate vaše finance preprosto preko pametnega telefona ali tablice. Vabljeni na razstavni prostor DBS v hali B na sejmu Agra. Več informacij v 85 poslovalnicah in na prenovljeni spletni strani www.dbs.si. Podjetje Ulen iz Iheldorfa ponuja veliko izbiro novih in rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske mehanizacije. Njihova specializirana ponudba zajema tudi dele za motorje, kmetijske stroje in pogone vseh znamk, rezervne dele za pluge, kombajne, gume za traktorje in kombajne ter motorna in pogonska olja. V ponudbi imajo tudi otroške igrače Bruder in Siku. Med 22. in 27. avgustom jih lahko obiščete tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer vas z veseljem pričakujejo. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Podjetje Niros Janez Tišler SP je že vrsto let znano predvsem po kvalitetnih stopničnih ograjah po vsej Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Zadovoljstvom strank si pridobiva obsežna priporočila na domačem in tujem evropskem trgu. Poleg funkcionalnosti so njihovi izdelki prvovrsten estetski okras vašega bivalnega ali poslovnega prostora. Ob stopničnih ograjah izdelujejo še razne nerjaveče konstrukcije in naprave iz jekla ali medenine ter notranjo opremo poslovnih in gostinskih objektov kot druga dela po naročilu. V času sejmu Agra nas za vse informacije najdete v hali B, drugače pa na sedežu družbe na Cankovi 53. Kot že vsa leta doslej je semenarna Ljubljana tudi letos prisotna na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer poleg standardnega programa predstavlja še nekaj novosti. Poudarek je na najnovejši ponudbi ozimnih žit, krmnih rastlin in poljščin, semen vrtnin, cvetlic, zelišč, semen na traku, slovenskega česna, okrasnih čebulic, travnih mešanic in gnojil. Veliko je tudi slovenskih sort. Kmetijski svetovalci so vam v času sejma Agra vsak dan na voljo za strokovna vprašanja in nasvete. Obiščite razstavni prostor semenarne Ljubljana na sejmu Agra v hali B in v šotoru pri poskusnem vrtu Rakičan. Hitreje naprej. Sejem za industrijo, podjetništvo in dom. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti 6 dni od torka do nedelje. Celjski sejem od 8. do 13. septembra. Spoštovani gledalci, to bi bilo za danes vse iz Gornje Radgone. V našo družbo pa ponovno vabljeni tudi jutri. Nasvidenje.